Pravljica o marljivi kranjski čebelici, sivki. Bi, hitro proč, zelo se mi mudi, je na bližnji cvet pribrenčala mala čebelica in s hitrim spustom tako prestrašila rumenega metuljčka, da je le ta od strahu kar zaplahutal s krili. Daj, Rumenko, zgani se že, ko bi ti le vedel, koliko cvetlic moram danes še obiskati. Ti pa se tako lenobno prekladaš po cvetočih gredah, kot da ti je nabiranje medice 10. briga, ga je pokarala. No, sivka, res je ena najbolj pomembnih čebelic na svetu, je jezno odgovoril metuljček Cekinček. To pa še ne pomeni, da moraš biti tudi tako prevzetna in osorna, je nejevoljno zavil z očmi in se hitro premaknil na sosednji cvet. Ena najpomembnejših, se pa vidi, da nisi dolgo hodil v žuželčjo šolo. Mi, kranice, smo kraljice, saj, če nismo prva, pa smo vsaj najmanj druga najbolj razširjena rasa medonosne čebele na svetu in ključne za vse prebivalce planeta. Naš rod izvira iz Slovenije in smo na to še posebno ponosne. Smo najpomembnejše opraševalke rastlin in brez nas bi se življenje na zemlji kaj kmalu končalo. Bi, brez nas življenja ni, je ponosno zabrenčala s kar se da visokim glasom. Kot se meni zdi, samo letaš s svojim lončkom od rožice do rožice in jim kradeš cvetni prah in medičino, se je iz sosednega stebla oglasila zelena goselica. Tisto noga, neumna zajedava ličinka, ki mogoče seveda, če te prej kdo ne pohrusta, nekoč postane zgolj kakšen kričeč metulj ali pa kaka stara višča. Kar tiho bodi, saj se prav nič ne spoznaš na življenjske stvari, se je razhudila ponosna sivka, ki so jo v domačem panju na kratko poimenovali kar Sivi. Kot prvič s seboj ne prinašam nikakršnega lončka, ampak nabrano medičino in nektar skrbno shranim v svoj medeni želoček. In ko je le-ta poln, odletim v panj in vsega do zadnje kapljice oddam čebelim delavkam v nadaljnjo predelavo. In drugič, ker si tako nevedna, ko pristanem na cvetu, se cvetni prah iz prašnikov oprime mojega telesa in ko obiščem drugi cvet iste vrste, se del tega cvetnega prahu prenese na brazdo pestiča, kar omogoča razvoj semen in rast novih rastlin. Kaj tako debelo gledaš? Je rezko pripomnila. A ti ni kaj jasno? Pa kaj le izgubljam čas in ti to pripovedujem. Čista potrata. In že se je hitro preselila do novega cveta. Čri, Sivi, kam se ti tako mudi? Se je izpred male z zelenimi travami obrasle votlinice v zemlji oglasil črn muren in zvedavo pozdravil sivko. Kranice res slovite po svoji mirnosti, nenapadalnosti, delavnosti in marljivosti. Saj, le kdo ne pozna znanega ljudskega reka? Priden kot čebela. Ampak, ko takole poslušam vaše travniške razprtije, se mi zdi,
da si danes vse prej kot umirjena. Le kaj te je tako razkačilo? Ah, pozdravljen, dragi Muranček, res sem malo vznemirjena. Zgleda, da se bomo zopet kmalu selili. Naša čebelja družina postaja prevelika za svoj panj in tudi naša gospodarica Matica postaja vsak dan starejša in težko zmore vsa potrebna opravila. Čebele v panju se pripravljajo, da bodo izbrale novo vladarico. Tako se bomo morale najbolj izkušene delavke staro Matico kmalu odpraviti v širni svet in ustvariti novo domovanje. Ja, zelo odgovorna naloga. Saj veš, novorojenje je na vidiku in zato je potrebno sedaj nabrati čim več medičine. In trudim se po svojih najboljših močeh. Čri, saj boš zmogla, draga Sivi, jo je skušal opogumiti Muranček in ji prijateljsko pomahal v pozdrav. In čebelica je že odbrenčala dalje in spretno pristala na dišečem socvetju rdeče travniške detelje. Ojoj, Sivi, danes si pa še posebno lepa. In kako si urejena? Jo je zdajci nagovoril čebelji samček, Trot iz domačega panja in jo kar dvakrat obkrožil z glasnim brenčanjem. Bi se šla mogoče malo igrat, lahko se greva lovit po cvetočih travnikih. Zagotovo bom hitrejši od tebe. Kaj praviš? Ja, Sivka je bila res prava lepotica. Bila je srednje velike in vitke postave, dolgonoga, z rjavkasto sivimi dlačicami na oprsju in s temnimi obročki na zadku, ki so ga ponekod krasile tudi malo svetlejše pege. A imela je tudi strašljivo dolg krilček z ostrim želom, ki so se ga bali prav vsi, saj so vedeli, da je za zaščito panja pripravljena žrtvovati tudi svoje življenje. Joj, dragi Troti, res nimam časa, oprosti, se je poskušala na hitro izmuzniti. Samček je bil sicer večji od nje, a tudi bolj debelušen in okrogu, svojim širokim zadkom, ter z velikimi očmi, ki so mu skoraj v celoti prekrivale glavo, je bil prav smešen. Najhujše pa je bilo, da je vedela, da bi pri nenadnem napadu strašnega sovražnika in ubijalca Šršina takoj pobegnil in je nikakor ne bi mogel zaščititi, ker sploh ni imel strupenega žela. Saj veš, da se sedaj v panju na posebno izbranem mestu z matičnim mlekom hrani novo vladarico, prihrani rajši svoje moči za njeno dvorjenje in brezmejno zabavo v matičnjaku, ga je namerno podražila. Ti se kar hecaj, Sivi, malo bi pa že lahko odložila delo in se poigrala. Saj, kot veš, na koncu vse počaka, se je užaljeni samček skoraj razhudil. Jaz, kot tudi mnoge druge izkušene nabiralke, bomo morale kmalu pobrati šila in kopita ter se odpraviti po svetu. Moja trenutna naloga pa je, da sedaj čim več medice, ki jo obogatimo z izločki lastnih žlez, dostavimo v panj, kjer, kot sam dobro veš, delavke vso tekočino nato predelajo in posušijo ter shranijo v sadne celice. Vse pokrijejo z roščenimi pokrovčki in tako poskrbijo, da se med ne pokvari. To bodo pomembne zaloge hrane za težke čase.
Prava čarovnija, mar ne? Se je preudarno namrdila. Ja, to je pa že preveč za moje možgančke, se je zahihital Troti. Saj veš, kaj pravijo, neumen kot trot. Ampak v resnici se imam prav fino. Živim zdravo, v brezdelju in se ne bom izgaral kot ti, ki si nikoli ničesar ne privoščiš in morda sploh ne boš doživela starosti. Troti ni dokončal svoje misli. Nenadoma ga je, ko strela z jasnega, v grozovitem brenčanju pograbila sivo-rumena senca z velikimi pošastnimi krili. V trenutku odnesla čez travnato livado in izginila v nepreglednem goščavju. Sivi je v strahu čisto obnemela ter utrpnila kot pribita. Joj, ali si videla? Se je izza drobnega stebelca oglasil mali pajkec. Vse nas bodo požrli. Neumni človek je te pošasti privlekel iz daljne Azije. In sedaj so zaradi svoje nenasitnosti tudi v naših krajih postali pravi strah in trepet žuželčjega sveta. Azijski sršeni so pohrustali že pol mojih sorodnikov. Sivi je polglasno zajokala. Prav hudo ji je bilo za Trotija. Že prej se je kar malo zasmilil, saj je vedela, da bo po dvorjenju novi gospodarici v panju slej ko prej zgolj v napoto. Ko pa se približa jesen in začne primanjkovati hrane, čebele delavke Trote celo ne usmiljajo, no izženejo iz spanja, ker so takrat čisto nepotrebni in jim samo zmanjšujejo zaloge hrane. Kakšna klavrna in kruta usoda. Ja, slišala sem že za ti Azičke, je pajkcu smrkaje odgovorila Sivi. Glasek si je še vedno tresel od prestanega strahu. Domačega sršena naše dobro usposobljene čebelje bojevnice hitro vženejo v kozji rog, ampak ta azijska nadlega je čisto nekaj drugega in najbolj mu gremo v slast prav mi, medonosne čebelice, je zaihtela in se sunkovito pognala na velik, pisano obarvan cvet. Imela je odlično orientacijo, dobro se je znajdla v vsakem prostoru in točno je vedela, v kateri smeri mora poleteti, da pride do domačega panja. Dotočila je še zadnje kapljice medičine in se urno odpravila. Ko je pribrenčala do doma, je tam vse vršalo. Bojevnice so se v rojih podile po okolici, delavke so urno odlagale svoj tovor ter izmenjaje vzletale ter vstopale v ozko odprtino, ki so jo skoraj neprodušno zaprle z voskom. Znajo ga izdelati kar same in ga uporabljajo pri izgradnji satja, za shranjevanje medu, cvetnega prahu in za zaščito mladih rodov. Tu pa je sedaj šlo še za bolj pomembno nalogo. V matičnjaku se je pravkar izlegla nova matica, je Sivi prišepnila ena od brhkih bojevnic. Pravkar je opravila svoj svadbeni let in se sedaj vrnila v stari pan, da bo začela polagati jajčeca. Stara gospodarica se je že odpravila v sosednji pan, da uredi vse potrebno za novo kolonijo. Aha, je pripomnila Sivi, to smo se učili v čebelji šoli. To je res noro. Mlada matica sedaj lahko dnevno izleže tudi do 2000 jajčec, kar zagotavlja stalno rast in obnovo naše čebelje družine.
Zato je še toliko bolj pomembno, da se čim prej pripravimo na morebiten napad strašnih sršenov. Sprožila bom kar alarm visoke stopnje, se je nemudoma odločila. Čebele namreč nimajo ene same vodje obrambe, saj je obramba panja skupna naloga. Ko čebele delavke zaznajo grožnjo, sprošijo alarmne znake, ki takoj vzdramijo vse delavke, da se nemudoma pridružijo obrambi. Asice gnezdijo nekje v bližini. Na lastne oči sem videla, kako je ena nenasitna mrčina pravkar pospravila Trotija. Je žalostno zaihtela Sivi. Z voskom moramo še bolj zapreti odprtine v panju. Da bo za te azijske debeluharje vhod premajhen in se bo po potrebi skozi pognala le naša najbolj izurjena vojska, je predlagala najstarejša bojevnica. Sivi, ko boš pretočila nabrani med, se še pred mrakom odpravi v izvidnico. Moramo odkriti, kje se ti kung fu brenčači nahajajo, saj vsi vemo, da je dobro premišljen napad na sovražnika najboljša obramba. Čebelice so z glasnim brenčanjem potrdile, da s predlaganim soglašajo, Sivi pa so solzice sreče kar zalile oči, saj so ji z zaupanjem tako pomembne naloge sodelavke izkazale prav posebno čast in spoštovanje. Vedela je, da se mora vrniti do noči in da bi bilo najbolje, da se takoj odpravi v smeri proti goščavi, kamor je azijski ninja brenčač odnesel Trotija. Čebelice so znane kot ene najhitrejših žuželk na svetu, ampak ta zverina je veliko hitrejša in Sivi bi se res slabo pisalo, če bi jo odkrili. Zazrla se je v jasno nebo, da bi vsaj približno ocenila, kdaj se bo sonce spustilo za obzorje, in zdajci je v daljavi opazila mogočno ptico, ki je neprestano krožila nad nekim visokim drevesom. Aha, si je zadovoljno porikimala, saj to je naš zaščitnik, gospod Sršenar, vitka ujeda, ki je drugače po velikosti čisto podobna kani, a ji gredo debeli sršeni še posebno v slast. Kar najbolj tiho se je prihulila do drevesnega debla in v krošnji drevesa kmalu opazila veliko jajčasto gnezdo, okoli katerega so se lenobno premikali sovražnikovi stražarji. Juhuhu, je v radosti skoraj zakričala, pa sem vas le odkrila, brenčeči samurajčki. Hitro je poskusila najti kakšno pametno rešitev. Plenilske žuželke, kot so različni strupeni pajki, bi morda lahko napadli posamezne sršene, a proti celemu gnezdu bi potrebovali že celo vojsko. Ptica ujeda je tudi odletela. Na človeka, ki bi nam lahko najbolj pomagal v boju proti tej nadlogi, pa tudi ne moremo računati. Kot vedno se lahko zanesemo zgolj nase, je v mislih premlevala. Le na koga bi se lahko obrnili za pomoč? Varno se je umaknila iz bližine sršenjega gnezda in pristala na deblu mogočnega hrasta, da bi si malo odpočila in se vdahnila. Dolg in naporen dan je bil za njo. Čakala pa jo je še kar zahtevna in dolga pot do doma.
Kaj pa ti počneš tukaj, drobna čebelica, čisto samcata v tem temnem gozdu? Jo je zdajci ogovorila prikupna rjava veverička. Tu blizu gnezdijo nepridipravi, ki delajo gozdu nepopisno škodo in lahko te v trenutku pohrustajo za malico. Sivi se je v pogledu na prijazno košato repko odvalil kar kamen od srca in po dolgem in počez je veverički začela pripovedovati, kaj vse se ji je v tem dnevu pripetilo. Tej golazni moramo narediti konec, je odločno dejala veverica in Sivi zaupala svoj drzni načrt. Že čisto izčrpana je Sivka pribrenčala do domačega panja in bojevnicam predstavila, kako bi se bližnjih sršenov morda lahko znebili zavedno. Veverica ji je namreč zaupala, da se vsi celo noč zadržujejo kar v gnezdu, kjer počivajo in si obnavljajo moč za dnevne napade in da so tako zavarovani v svojo neuničljivost, da si ne postavijo niti nočne straže. Čebelice niso nočne živali in ob luninem siju bi bil napad na sršenovo utrdbo res pravo presenečenje. Dogovorjeno, storjeno. Okoli polnoči, ko so azički že glasno drnohali, se je cela četa čebeljih bojevnic in delavk pod Sivinim vodstvom odpravila globoko v gozd. Košatorepka jih je že nestrpno čakala na dogovorjenem mestu. Torej je vse jasno. Vsakdo od nas do potankosti pozna svojo nalogo. Naša prednost bo presenečenje in nikakor ne smemo dopustiti, da ta golazen še kdaj prileze iz gnezda. Drugače bomo vsi izgubljeni, je še enkrat poudarila Sivka. In potem se je začelo. Veverica se je neslišno približala sršenjemu skrivališču in s spodnje veje skušala doseči njihovo jajčasto gnezdo. Previdno se je postavila na zadnje noge ter v ozko odprtino sršenjega domovanja na spodnjem delu sunkovito potisnila velik smrekov storž. Bzz, 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 bzz. V trenutku se je v notranjosti sprožilo tako glasno in gromko šumenje in nepopisno prerivanje, da se je zazdelo, kot da se bo jajčasta tvorba zdaj razpočila. Zdajci je na stotine drobnih čebelic brenčaje obkrožilo gnezdo in ga skupno z zabitim storžem pričelo na debelo obdajati s tekočim čebeljim voskom. Bzz, 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 bzz. Življenjski boj sršenov ni trajal dolgo, saj so kmalu doživeli kruto smrt zadušitve v lastnem domu. Šumenje je nenadoma prenehalo in čebelice so spoznale, da so kljub ogromni sršenji premoči zmagale brez najmanjše žrtve. Zatrotija, je vzkliknila Sivi in njene besede je pozdravilo glasno čebelje brenčanje. Kranjska čebelica Sivi in košatorepka sta tako postali junakini dneva, saj sta zaenkrat uspeli rešiti čebelji rod. Toda prileteli bodo novi azijski sršeni in takrat se moramo edinstvenim medonosnim čebelicam za voljo ohranitve naših lastnih življenj, kot tudi prihodnosti zanamcev,
vsi družno postaviti v bran, brez izjeme. In naše pripovedi je konec.